Pozdravljeni. V tem posnetku si bomo pogledali, kaj je Weighted Average Cost of Capital, skrajšano WACC, ali po slovensko tehten povprečen strošek kapitala. WACC ali po slovensko tehtani povprečen strošek kapitala, torej virov sredstev, je definiran z naslednjo splošno formulo. WACC je enako E, torej tržna vrednost lastniškega kapitala equity, deljeno z EV oziroma enterprise value, torej tržna vrednost celotne gospodarske družbe, ki predstavlja seštevek tržne vrednosti kapitala in tržne vrednosti dolga, krat RE, ki predstavlja zahtevano donosnost, torej tržno zahtevano donosnost na lastniški kapital equity, plus D, ki predstavlja tržno vrednost dolga, deljeno z EV, kot smo prej povedali, enterprise value oziroma tržna vrednost gospodarske družbe, krat RD, ki predstavlja zahtevano donosnost oziroma tržno zahtevano donosnost na dolg gospodarske družbe, krat 1 minus TC, v kateri TC predstavlja trenutno davčno stopnjo na dobiček od pravnih oseb. V formuli 1 minus TC predstavlja učinek davčnega ščita. Uporabo formule si boste podrobno pogledali v posnetku, ki bo predstavljal reševanje računske naloge, ki je povezana z WACC-om. Zdaj pa si podrobneje poglejmo, kaj pomeni učinek davčnega ščita. Davčni ščit predstavlja znižanje davčne osnove z davčnimi olajšavami zaradi zakonsko priznanih postavk, kot so na primer obresti, amortizacija in depreciacija. Če vzamemo primer obresti, obresti se plačajo od EBIT. Če ne veste, kaj je EBIT, si poglejte naš drugi video, ki razlaga, kako po izkazu poslovnega izida pridemo od prodaje vse do EBIT ter na koncu do čistega dobička. Ker se torej obresti plačujejo iz EBIT, davek pa se obračuna na celotni dobiček, in pri čemer je celotni dobiček pozneje kot EBIT, je ta del denarnega toka, torej ta del, ki ga namenimo plačilu obresti, efektivno zaščiten pred davkom od dobička pravnih oseb in temu učinku pravimo učinek davčnega ščita. Hvala za pozornost. Lepo vabljeni, da si pogledate ostale posnetke na našem kanalu, nam sledite ter všečkate ta posnetek. Se vidimo naslednjič. Adijo!